Imela si popravca oziroma padla si en letnik. Dosti tipov pali nate zaradi prsi. Mislim, da te družina ni podpirala pri poklicu stevardese. V Dubaju imaš rednega ljubimca. Hello folk in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Lucija in sem vesela, da ste danes tukaj, ker imam za vas en tak juicy, ampak res juicy video. Preden karkoli začnemo, tako kot vedno, ne pozabite se naročiti na tale kanal, spodaj je rdeč gumb subscribe oziroma naroči in pa me followati na mojem Instagram accountu ter na mojem TikToku. Ker take zabavne in zanimive stvari se dogajajo tam, tako da pejte malo počekirati. Po naslovu najbrž lahko vidite, kaj bomo danes delali, tako da ne bom preveč govorila. Samo rada bi se zahvalila vsem, ki ste napisali svoje predvidevanja o meni oziroma vaše predsodke, da sem jaz lahko zdaj posnela tale video. Tako da dajmo kar začeti. Mogoče bom naredila dve tega videa, če vam bo tole všeč, ker sem dobila res tok predvidevanj in predsotkov, da ne vem, če bom spravila vse v tale video. Tako da lajki tale video, če želiš, da naredim part. Bomo kar začeli z eno tako gajsno, že na začetku. Imaš fanta, ampak ga skrivaš na socialnih omrežjih. I wish. Ne, hecam se. Nimam fanta in tudi, če bi ga imela, ga po vsej verjetnosti ne bi lih skrivala na socialnih omrežjih. In ja, to je to, nimam fanta in ne skrivam ga. V osnovni pa v srednji si bila, ne znam brati. V osnovni pa srednji šoli si bila odlična. Ne. Bila sem odlična, mislim, da 2-krat v srednji šoli, za osnovno se ne spomnim. Lih toliko, da sem prišla na faks. Čisto iskreno, slovenščina mi že od nekdaj delala težave, tako da nikoli nisem imela vse 5. Ja, tudi kakšne 2-kice, 3-kice so padale, tako da. Ampak to je normalno. Ko smo že ravno pri šoli, imela si popravca oziroma padla si en letnik. Ni res. Hvala Bogu, res nisem imela nobenih popravcev ali pa težave z preveč nezadostnimi ocenami, tako da moram res, hvala Bogu, nisem imela. Gremo hitro naprej. Obožuješ kavo? Ja. Mislim, da to ni težko videti. Če ste kdaj gledali moje storije na Instagramu, več kot pol jih je o kavi. Ok, dajmo še kakšne take malo bolj juicy oziroma pikantne. Dosti tipov pali nate zaradi prsi. Boh Marija, ne, zdaj, jaz mislim, da je to malo glupo, da jaz na to odgovarjam, to bi mogel odgovoriti kakšen tip, ampak lahko rečem, da ja. Ti si bila v video posnetku 2017 z Mladimi gasti, naslov pesmi je bil Nisem še tako rodila. Res je, to sem jaz, že zelo dolgo od tega, ne moram verjeti, že 3 leta, tako da, to sem jaz. Next one. Kadiš cigarete? Ne. Nikoli v življenju nisem kadila cigaret. Probala sem, priznam, probala sem enkrat in mi ni bilo všeč, iskreno, ne. Kadim pa šišo vsake toliko časa, tako da kadim ali ne kadim, to je zdaj tako. Ko sem videla tole, sem se toliko presmejala. Imaš govorno težavo? Ne vem, da imam govorno težavo, če jo imam, ne bi rekla, da je imam. Je pa moj bivši fant ene parkrat omenil, da mogoče majčkeno šušljam, čeprav nikoli nisem to slišala, zdaj tudi doma mi nikoli noben ni rekel, nikoli nisem hodila k nobenemu logopedu ali pa kaj. Je pa res, da včasih čisto preveč hitro govorim in se mi v bistvu besede zapletejo ali pa požrem tiste zadnje dele besed, tako da mogoče zaradi tega se kdaj sliši, da v bistvu ne vem, da vam govorno napako ali kaj, ne vem. Zdaj moram biti prav bolj pozorna na kako govorim ali kaj. Nič hudega, nič ne zameram. Hard to get, to pomeni najbrž you're playing hard to get. Čisto iskreno, mogoče ja. Nisem taka, da bi šla zdaj na zmenk kar za vsakmu, oziroma da bi šla na pijačo kar za vsakmu, ker prvo moraš biti všeč kot oseba, karakterno, pa tudi malo pač tako fizično privlačen, tako da mogoče I'm playing hard to get, I don't know, maybe, I don't know. Ne upaš si postriči las na paž? Ja, iskreno, ja. Lej, to, ker imam zdajle kratke lase, še nikoli nisem imela kratke, to pomeni, da tukaj le gor, ponovadi imam vedno do takole. In čisto iskreno ne vem, kako bi izgledala z pažem. Ne vem, no. Čisto iskreno, meni se zdi, da sem kaj na 15 let stara punčka.
Naslednji predsodek oziroma assumption je, mislim, da te družina ni podpirala pri poklicu stevardese in pa da si se preselila v Dubaj. Čisto iskreno, na začetku je bil velik šok za moje starše, zato ker tudi sama nikoli nisem govorila o tem, da bi bila rada stevardesa, da bi se rada preselila izven Slovenije. In pa se je v bistvu vse zgodilo tako hitro, dobesedno v roku 4 mesecev, da so se mogli res takole sprijazniti in v bistvu sploh ni bilo časa, da bi se nekako pripravili. Tako da, ja, ne bi pa rekla, da me niso podpirali. Res, stali so mi ob strani v mojih najtežjih trenutkih, ko sem šla, sta me peljala mami poči v Zagreb na letališče, ker sem letela iz tam. In tudi zdaj med korono res sta me toliko podpirala in vse, tako da mami poči, če gledate tole. Rada vaju imam, res hvala za vse. Ok, tale se gre o denarju. V Dubaju si kupila eno ful drago torbico. Ne, čisto iskreno, to je pa edina stvar, v katero jaz ne vlagam mojega denarja, to pomeni designer-ish things. Tlele v kotu najbrž vidite tele torbice, taki. Tole sem dobila za rojstni dan, Pull&Bear, Primark. Ne bi lih rekla, da vlagam mojega denarja v torbice, sicer s tem ni nič narobe, če ti to paše, če ti je to všeč, prvo si, bejba, zakaj ne, čisto podpiram. Ampak res, jaz iskreno sama rajš vložim v kakšne bolj, kako bi človek temu rekel, ne vem, si prvoščam en boljši telefon ali pa opremo za snemanje, naprimer zdaj šparam za fotoaparat oziroma za mojo kamero naslednjo, ker zdaj še vedno snemam s mojim telefonom, tako da. Jej. V bistvu s tem sem govorila že na tole naslednjo, da znam pametno uporabljati denar in jaz bi rekla, da ja. Velikrat si kaj prvošam, velikrat zapravim denar za nepotrebne stvari, kot je, ne vem, kava. Pač res, kamorkoli grem, si kupam kavico, pa se usedem dol in si prvošam eno kavico in jaz mislim, da s tem ni nič narobe, tako da. Ja. Naslednja, veliko ga neseš. Tole prihajajo od ene punce, ki me kar v redu pozna. Tako da, ja, kaj ne rečem, tle sploh nimam kaj drugega povedati. Piješ alkohol? Ja, pijem alkohol. Stara sem 23 let, tako da je dovoljeno. Ne vozim, kadar pijem, res, to se držim že od nekdaj. Ne vozim, kadar pijem in pa pijem pač v mejah normale. Nikoli nisem mrtvo pijana. Naslednje predvidevanje oziroma assumption about me je, da si zelo prijazna ter da širiš pozitivno energijo. Iskrena hvala. Jaz upam, to lahko zdaj spet povejo drugi, ne moram sama zase govoriti, jaz res upam, da vsaj komu malo polepšan dan in pa da širim pozitivno energijo vedno povsod, kakor se le da, res. Gremo še zadnje dva. Čisto hiter, preden zaključim tale video, ker mislim, da bo res treba narediti part tu, ker tole gre čisto preveč počas. V Dubaju imaš rednega ljubimca, ne vem, kako se drugače reče, moškega za potešiti. Ne. Moram priznati, lahko bi imela komot, ampak čisto iskreno zdajle se res osredotočam na se, na svoje mentalno zdravje. In ja, in v bistvu ne potrebujem nobenega fanta, moškega, karkoli. Ja. Na skrivaj poslušaš ti moja rožica. Jaz ne poslušam tega na skrivaj. To je moj TikTok, sploh ne vem, kaj ne rečem, tako da. Tle me ni nič sram, poslušam vse vrste glasbe, res. Tako da ja, odgovor je ja. Mi je kar malo vroče ratalo, priznam, ampak upam, da ste uživali v temle videu. Hvala vsem še enkrat za takšen odziv na Instagramu. Upam, da se imate lepo, upam, da karantena res hitro mine. Vem, v Sloveniji je zdajle orang kriza, tako da želim vso srečo, ostanite zdravi, ostanite nasmejani in pa ne pozabite se naročiti na moj kanal, da boste lahko videli še kakšen takle video. In to je to. Ja, po mojem sem povedala vse. Ja. Ok, dost. Lepo se imejte, uživajte, pa se vidimo v mojem naslednjem videu.